Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 22. oktober 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. Osnovnošolce čakajo spremembe. Veljati je začel nov pravilnik o ocenjevanju znanja in napredovanju učencev. Katere novosti prinaša? V Sloveniji je vsak dan zaradi bolniške z dela odsotnih 56.000 ljudi. Kako zaostriti pravila, ne da bi oškodovali tiste, ki bolniško odsotnost res potrebujejo? S pomočjo drona in lopat osnovnošolci na Koroškem v obnovo gozda. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Ta teden je začel v šolah veljati nov pravilnik o ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli. To podrobno spremlja naša novinarka Franja Žižt. Franja, je to zelo zatreslo šolske hodnike? Res je, v šolah imajo nov pravilnik o ocenjevanju, ki pa ni pretirano vznemiril šolnikov. Te novosti so večinoma pričakovali. V dobršni meri sledijo temu, kar so šolniki že več let opozarjali, da je potrebno popraviti in spremeniti. Kaj novega pa pravilnik prinaša? Pravilnik med drugim spreminja koncept preverjanja znanja, razširja nabor načinov ocenjevanja znanja, uvaja možnost medpredmetnega ocenjevanja, zmanjšuje obvezno minimalno število ocen in določa način, kako zaključiti oceno pri posameznem predmetu. Najbrž te zanima še malo bolj podrobno? Ja, morda lahko poveva še, kaj to prinaša za učence in starše. Učenci večine ocen pri določenem predmetu ne smejo pridobiti le na podlagi pisnih preizkusov znanja. V pravilniku je opredeljeno, kakšni so še ti drugi načini, poleg ustnega preizkusa še razna poročila in podobno. Pri predmetih, kjer so bile doslej zahtevane najmanj 3 ocene, bosta dovolj le 2. Pri tistih, kjer je bilo treba zbrati najmanj 6 ocen, bodo zadostovale 4. Učenci bodo še vedno lahko pisali le 2 pisna preizkusa znanja na teden. Novo pa je to, da tisti dan, ko pišejo pisni preizkus znanja, ne smejo biti vprašani. Lahko pa se ocenjujejo ostali izdelki, na primer likovni izdelki, nastopi in druge dejavnosti. Novosti še to, da bodo učenci pisne preizkuse ponavljali, kadar bo polovica učencev ocenjena negativno, do zdaj je bila to 1/3. V novi različici pravilnika je bolj jasno opredeljeno tudi to, da je učitelj avtonomen pri oblikovanju zaključne ocene določenega predmeta, ki pa ne predstavlja nujno aritmetične sredine vseh pridobljenih ocen. Denimo, ocene 3, 3, 5, 5 ne dajo nujno iste zaključne ocene kot ocene 5, 5, 3, 3. Zaključna ocena je lahko 3, 4 ali 5, odvisno od tega, kaj te ocene predstavljajo. Če povzamem, kar nekaj novosti je in zagotovo bodo imeli v šoli z njimi tudi kak izziv več. Franja, hvala za tvoje odgovore. V Sloveniji je zaradi bolniške vsak dan z dela odsotnih okoli 56.000 delavcev, kar je nekaj več kot 6% vseh zaposlenih. V povprečju so ti na bolniški 21 dni, kar letno pomeni, da izgubimo okoli 18 milijonov delovnih dni. Stroški zdravstvenega absentizma pa iz leta v leto naraščajo, kažejo številke. Nekaj zaradi polne zaposlenosti in višjih plač, a tudi zaradi večje odsotnosti z dela, opozarjajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Letos že skoraj 700 milijonov evrov, kar je 15% vsega denarja zdravstvene blagajne in slab odstotek BDP-ja. Ekonomist dr. Bogomir Kovač, s katerim smo se pogovarjali, je ocenil, da če sem prištejemo še stroške delovnih organizacij in druge stroške širšega absentizma, se približamo mejam zahtevanih vojaških izdatkov za NATO. Dejal je, če želimo izboljšati zdravje zaposlenih in zmanjšati absentizem z vidika stroškov, potrebujemo korenite spremembe. Toda tudi po več kot desetletju ugotavljam, da se število izgubljenih delovnih dni zaradi bolniškega staleža in izdatki za nadomestila zvišujejo, večjih sprememb ni. Spomnimo, lani se je sicer omejila zgornja meja nadomestila na 2,5-kratnik povprečne plače.
Pri tem je bila višina nadomestila ves čas neomejena in so ta lahko presegla tudi 20.000 evrov na mesec. Neomejen pa je še vedno čas trajanja bolniškega staleža, kar ne poznajo v drugih državah Evropske unije. In še to, v Sloveniji imamo tudi rekorderja, ki je na bolniški že celih 14 let, natančneje od junija 2011. Do zdaj je prejel 126.139 evrov nadomestil od ZZZS. Katere strožje ukrepe zato predlagajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pa v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor in katere so že pripravili v ZZZS. Ostaja strah, da se bodo pogoji zaostrili in da bodo zaradi tega tisti, ki bodo potrebovali bolniško odsotnost, precej oškodovani, še pravijo naši sogovorniki. Učenci podružnične šole Vuhred na Koroškem so doživeli šolski dan, kot si ga želi vsak otrok. Brez klopi, s sadikami v rokah in z dronom nad glavami. Skupaj z Zavodom za gozdove, Radensko in Slovenskimi državnimi gozdovi so namreč obnovili del gozda, ki ga je leta 2023 uničil vetrolom. Zasadili so 200 sadik jelke, hkrati pa so prvič na Koroškem uporabili tudi dron, ki je raztrosil več kot 3000 semenskih bombic s skritim semenom. Gre za 5. tak tovrstni poskus v Sloveniji, rezultat pa bo viden šele čez nekaj let. Jože Mori, predstavnik Zavoda za gozdove, je takole nagovoril vse zbrane. Sadili bomo na 2 načina. Eden bo iz zraka, kar bo zelo zanimivo, saj je to šele 5. tak poskus v Sloveniji. 2 smo imeli na Krasu, enega na Boču in na Veliki planini. 5. pa je tukaj pri nas. Najprej bomo opazovali, kako bo dron metal kroglice na zemljo. Odvrgal jih bo več kot 3000. V njih je skrito seme jelke in poljskega javorja. Ko to pade na zemljo, se počasi raztopi s pomočjo vode. Upamo, da bo iz tega kaj zraslo. Na tak način lahko sadimo predvsem tam, kjer je težko dostopno zaradi strmine in skal in je zato težje saditi. Dron pa nam pride prav predvsem na strmih in težkih pobočjih, je povedal Mori. Zakaj pri tem projektu sodelujejo otroci in kaj o njem menijo gozdarji? Več v tiskani zdaj večera in na večer.com. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj 22. oktobra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajš. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer. Postanete nas sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.